Brežiški občinski svetniki so sprejeli enkratni poračun vodarine za leto 2022, občina pa bo ta znesek subvencionirala od sprva predlaganih 50 na 70%. Nesporno je, da je bilo lani izjemno zahtevno leto, da so bile nepredvideni dogodki kot višja energija, višji stroški in dejansko je bilo edina rešitev, da se nekako seveda ta poračun izvede. Seveda na moja želja in pa želja tudi večinskih svetnikov pa je, da to ne more iti na račun občank in pa občanov in pa seveda teh javnih zavodov in pa podjetij, kajti dejansko za to izredno situacijo ni noben kriv. Zato smo se odločili, da bomo 70% tega sofinancirali iz proračuna, nekaj pa bojo seveda morali poravnati tudi občanke in pa občani. Tako da bo to za uporabnika, tam nekje, recimo, če ima 12 kubikov porabe vode, bo to pomenilo potem na položnici približno 10 evrov nekje več. Gre za enkratni znesek, poudarja Novoselčeva, ki ga bodo najverjetneje obračunali na aprilski položnici. V svetniški skupini Liste Igorja Zorčiča in Sonce so tudi tokrat nasprotovali vsakršnim spremembam cen in s kompromisom niso zadovoljni. Mi smo prepričani, da bi morala vso to tako imenovano izgubo, za katero verjamem, da ni pravzaprav izguba, ampak da obstajajo rezerve, da bi morala pokriti Komunala Brežice iz svojih notranjih resursov. Ne nazadnje je to razvidno tudi iz njihovega poslovanja, imajo hčerinske firme z visokim prometom, s katerimi niti sami ne znajo pojasniti, kaj bi. Tako da upam, da se to ne bo več dogajalo, da zvišujejo cene vodarine na položnicah občank in občanov. Na vprašanje, zakaj je bil potreben poračun za lansko leto in zakaj leta 2022 Komunala Brežice ne zaključi z izgubo, Novoselčeva odgovarja. Zaradi tega, ker je odlok v bistvu tako zastavljen, se pravi, da če je razlika med trenutno veljavno ceno pa obračunsko ceno preteklega leta, če znaša več kot 10%, se potem uporabnikom v obliki enkratnega poračuna ta strošek poračuna. Medtem ko smo pri ostalih kalkulacijah, ko smo delali za ostale enote, izvajanje gospodarskih javnih služb, smo pa to dejansko, to je bilo to, kar je bilo sicer predlagano, pa je bilo danes predstavljeno na naslednjo sejo, smo pa vkalkulirali, se pravi, v predračunsko ceno prihodnjega leta oziroma zdaj že letošnjega leta, ne? Komunala Brežice bo tako leto 2022 zaključila z okoli 60 tisoč evri dobička. Občina Brežice bo za subvencijo namenila 250 tisoč evrov iz proračuna, ki jih bo zagotovila v rebalansu. Rešitve pa iščejo tudi za subvencioniranje stroškov poračuna za gospodarske družbe. Ja, to smo že nekako preučili, danes je bil ta sklep tudi sprejet. Seveda gospodarskim družbam lahko damo samo preko občinskih subvencij in naša želja je, da vse naše gospodarske družbe, ki bojo dobili poračun vode, bojo bile tudi subvencirane, enako tudi velja za kmete in pa za javne zavode. Rebalans proračuna za letošnje leto bodo obravnavali na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma aprila.